knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Aleša Ovčakarja Enakonočja, zvrstno raznovrstno delo Andreja Lutmana Zarodek z vratarko in premisleki Mitje Velikonje v knjigi Pomišljaj. Recenzije so napisali Tatjana Pregelj-Kobe, Pia Zala Meden in Jože Štucin. Pesnik, pisatelj in prevajalec Aleš Ovčakar je svoj leposlovni prvenec, zbirko kratke proze Veliki mhran, izdal pred 30 leti in do danes objavil še 3 pesniške knjige: Mesta tihe sreče, Naposled in Enakonočja. Vmes pa veliko prevajal. Njegova najnovejša zbirka je s spremno besedo Petre Koršič izšla pri mariborski založbi Litera. Vanjo se je poglobila Tatjana Pregelj-Kobe. Zbirka Enakonočja Aleša Ovčakarja je poezija velike eksistencialne razprtosti in ranljivosti pesnika, ki gre vase in v jezik intimno, a z zrelejšim soočanjem z moralnim propadom družbe in bivanjsko tesnobo. Pri ustvarjanju ga žene zanesljiv občutek, da ima njegovo početje smisel. Videti je, da pisanje pesmi zanj ni nekaj varnega in obvladljivega, še manj le prijetno opravilo v prostem času. Je razgaljanje samotnega premišljevalca pred bralci, predvsem pa pred samim seboj. Je meditacija lirskega glasnika, ki v zadnji pesmi, Fermijev paradoks, v zadnjem verzu samemu sebi dahne. Kje vendar sploh je kdorkoli? Kmalu po prvi prozni objavi Veliki mhran iz leta 1996 je Ovčakar s pesniško zbirko Mesta tihe sreče vstopil v svet poezije. Pesmi so prežete s subtilno melanholijo in razmišljanjem o osamljenosti in krhkosti medsebojnih odnosov. Pesniškemu prvencu, zasnovanemu na ravnovesju med svetlobo in melanholijo in intimnem iskanju miru in sreče, je šele po četrt stoletja sledila zbirka pesmi Naposled, katere del zlovešče opisuje moralni propad družbe, podobno, kjer človek kot v Orwellovem romanu 1984 postane sofisticiran stroj za evtanazijo duše. Lirski subjekt pri tem ohranja svojo prepoznavno noto raziskovanja notranjih svetov in tihih trenutkov. A če ta zbirka pomeni pesnikov obračun s svetom, potem mu naslednja prinaša pomiritev s seboj in premik od zunanje kritike k notranji harmoniji, kjer sprejme, da bivanje vedno niha med skrajnostmi. V tretji zbirki z zelo povednim naslovom Enakonočja valovi niz 40 skrbno izbranih in urejenih pesmi v prostem verzu, napisanih s samimi malimi črkami in skoraj brez ločil, ki raziskujejo krhko ravnovesje med osebnimi čustvi in širšim bivanjem. Zbirka ni intelektualistično-hermetična, ni zastavljena kot ena izmed konstitutivnih liričnih zasnov 20. stoletja, pesnikova čustvena nota je bralcu dosegljiva. Treba ji je ne le prisluhniti, ampak tudi poiskati bistvo njenega poetičnega sporočila. Pri poglabljanju v posamezni pesmi je zgovoren vsak detajl, ki tudi izza na prvi pogled jasnega motiva ponuja presenetljive obrate. Pesmi lahko z nekaj besedami prikličajo v našo zavest cele romane, vesolja spominov avtorja, ki nima strogo vnaprej določene smeri, temveč se odpira na vse strani bivajočega in se manifestira v širokem emocionalnem razponu, vključujoč negativna in pozitivna čustva. Že uvodna kitica v prvo pesem Človek in reka bralca popelje v intimni svet, ki pa ni le idealiziran, temveč ga zaznamuje tudi krhkost. Sprimeva se, pravi, v trenutku odpre telo zmehčane, zrele pore. V pesmi Ostanki dneva pa avtor spretno prehaja med občutki zastrtosti vase in stanji popolne mirne sreče. Nakak tak dan bi samo molčal, zaprl zapahe in molčal. Presahli so slapovi, preutrujene reke, naveličani grobovi. Ujet v vračanje vedno istega in prideš mimo. Dih tvojih bokov na moji pesmi
in verzi padajo iz partiture in dan se nagne, viseče zavese razpirajo, kar bi moralo ostati prikrito, in tak dan miroljubno mine. Pesnik, čigar kašelj je kot bolhe redni spremljevalec v pesmi Prokrastinacija, čaka na marec, ki nikoli ne pride, a ga na koncu, ko je opustil že vse upe, le odkrije. In ima znova še leto dni časa. Če je bilo čakanje v prejšnji zbirki mučno, polno tesnobe in občutka, da zamujamo zadnji vlak pred katastrofo, postane v tej zbirki bolj kontemplativno, potrpežljivo. V pesmi Hipna zaznava smo neposredna priča osupljivim zaznavam, ki se, izogibajoč se soncu, plazijo vzdolž časa in čez stoletja tišine prehajajo v komaj verjetno dozdevnost. V prejšnji zbirki je bila tišina grozeča in težka, tu je domala zdravilna, saj je prostor, v katerem pesnik končno lahko prisluhne svojim mislim in najde mir sredi svetovnega kaosa, odrešujoč. Svet, v katerem živimo, je krut in neusmiljen, zdi se, da je obrnjen na glavo. Aleš Učakar ga opazuje z vsemi značilnostmi časa, v katerem biva, ko na koncu pesmi Chiaroscuro zapiše: Tu je ta naš svet, premalo kdaj ga obžari oko, da se razpeni v brezdanje nebo. Čustveno doživetje ponuja le priložnost, da premisli svoje osebno doživljanje. Resničnost ne more zares prodreti v pesem, večinoma se le sprehaja po površini, saj pesnik šele po doživetju išče smisel v lastni izpovedi. Nastanek pesmi in sama pesem sta navadno skrivnost, ki se je lirski subjekt lahko približa le v globoki kontemplaciji s seboj. Ne le, da izostri čustva in z enigmatičnim besedilom vzpostavi kompleksno besedilo, ki tudi od bralca zahteva pozorno branje, temveč vanj upne tudi drugačno, izvirno, v lirično govorico uprizorjeno pripoved. V mnogih tradicijah je enakonočje magičen čas spodbujanja k povezovanju z naravo in notranjo preobrazbo. Simbolizira popolno ravnovesje med svetlobo in temo, dnevom in nočjo. Označuje prelomno točko v naravi, ki prinaša harmonijo, prenovo in enakopravnost nasprotij, yin in yang. Pomladno enakonočje simbolizira rast in novo življenje, jesensko pa hvaležnost in opuščanje starega. V tem kontekstu naslov zbirke namiguje na trenutek mirovanja ali privešanja, kar se v pesmih zrcali skozi motiviko čakanja in minevanja časa. V prejšnji zbirki je bil pesnik ranljiv, podvržen bolečini in propadu kot svet okoli njega, v tej je vzpostavil ravnovesje. Navidezno prikrita erotika v pesmi Vrata tvojega doma se vrne kot uteha, ki vsaj za trenutek zapolni bivansko praznino, ko Zavesa obarva stanovanje v dom, da lahko pridem k tebi tudi na vlažen dan in da mi ni treba oditi, kadar bi raje ostal. Primerjava med zbirkama Naposled in Enakonočja razkriva zanimiv pesniški obrat, kjer se Učakarjev temačni nihilizem preobrazi v iskanje krhkega miru, od kaosa k redu. V obeh zbirkah uporablja nekatere ključne motive, ki pa v vsaki knjigi dobijo drugačen pomen. Pri prvi prevladuje mrak, svetloba je varljiva ali ugaša pod težo civilizacijskega propada, kar simbolizira konec in brezizhodnost. V drugi sta v dialogu svetloba in tema. Ni več boja za prevlado, temveč sprejemanje, da ena brez druge ne obstajata, saj motiv sončnega obrata postane simbol za trenutek, ko se obe sili srečata v mirovanju. V zadnji pesmi Fermijev paradoks avtor črpa iz zgodovine spomina, iz položaja, ki simbolizira premor, umik in prostor za drugačen pogled. Njegovi poetični razmisleki razumljivo odpirajo premislek o vsem, kar v današnjem turbulentnem času sprejemamo kot samoumevno. Pri upesnjevanju drobcev zgodb, ki so tematsko tako sodobno aktualne kot univerzalno človeške, hodi po tenki napeti vrvi, kjer prihajajo na površje najbolj ekspresivne podobe in čustva.
Vsaka pesem v zbirki Enakonočja prinaša ogromno, treba je le do zadnjega verza potovati po njej in jo odkrivati kot neraziskano pokrajino. Kje vendar sploh je kdorkoli? Pesnik in pisatelj Andrej Lutman tudi v svojem najnovejšem delu, prozno-pesniško-dramski knjigi Zarodek z vratarko, ki jo je izdal Kulturni center Maribor, ostaja pri svojem prepoznavnem slogu, jezikovnih igrah in domislicah. To je seveda vidno že na površju, v globlje plasti pa je segla Pia Zala Meden. Najnovejša knjiga pesnika in pisatelja Andreja Lutmana Zarodek z vratarko je formalno razdeljena na 3 dele. Prvi je prozni, drugi pesniški, tretji del pa je dramsko besedilo. Prozni del sestavljajo od nekaj vrstic do nekaj strani dolgi zapiski, ki imajo vsi isti datum, 26. april 1986. Poznavanje pomena, skritega v dataciji, odklene celotno delo. Na ta dan se je zgodila nesreča v jedrski elektrarni v Černobilu. V začetku besedila je še zaznati obrise zgodbe, ki pa nato bolj in bolj razpada. Razpadanje pomena je vzporednica razpadu življenja po nesreči. Dogajanje v knjigi lahko razumemo kot striktno vezano le na černobilsko nesrečo in na razkrajanje celostne podobe sveta po njej, a v bistvu černobilska nesreča v knjigi predstavlja sodobni, postmoderni svet. Tudi v njem je vse razpadlo, pomen so nadomestili možni pomeni in odsotnost resnice. Svet, v katerem živimo, je enako zastrupljen, nenaraven in iznakažen kot Černobil po katastrofi. Prozni del je dadaističen v svojem aktivnem zoperstavljanju tvorjenju pomena v govorici, ki ironizira intelektualistični žargon in temelji na jezikovnih igrah. V tem delu ne moremo govoriti o sklenjeni ali nasploh kakršnikoli zgodbi. 120 strani besedila se vedno bolj giblje zunaj območja pomena in temelji na ludističnih besednih in jezikovnih igrah. Besede imajo pogosto isti koren ali se razlikujejo le v eni črki in se kot celota ne poigravajo niti na višji sintaktični ravni. Prozni del tematizira odnose med ženskim in moškim spolom, žensko plodnost, spolnost in razvoj zarodka, vsebuje pa tudi družbeno-kritične komentarje kulture wellnessa, na primer jemanja raznih dodatkov in izvajanja pomlajevalnih tretmajev. Vse to pa so le pomenski prebliski znotraj besedila, ki je na koncu le še izjemno gosto jezikovno poigravanje. V proznem delu nastopa veliko oseb. Plastični pesek Pruton, Prutonka, Aknarka, Magin, letalec, piščavkar, vokljavka, praktikant Kedveš, njegovo ime v madžarščini pomeni prijazen, avatarka, vodja histrion in fukarka in tako naprej. Osebe večinoma spoznavamo prek imena kot tipološke oznake.
Drugi del tvori kratka pesem v prostem verzu z naslovom Strah plus. Ritem v pesmi gradijo ponavljanja iste stavčne strukture v zaporednih verzih, metaforike ni, so pa zamolki na začetku verzov. Kar je prvotno, to je zamolčano. Izražen je strah lirskega subjekta. Skrbijo ga sile, ki vodijo in upravljajo svet. Hkrati je pesem vrnitev na čisti začetek knjige k opisom oblastniškega razreda ter prehod na zadnji del, ki je poskus upora. Tretji del je dramska igra, ki obsega okrog 30 strani. Dramsko dogajanje je postavljeno v preddverje podjetja, kjer skušata vratarka in upravnica razdreti zabavo ostalih nastopajočih. Vratarja, pripravnika, nadzornice, voznika, osebe plešajo ob glasbi, ki se predvaja na radiju in zraven pojejo. Glasbe ni, zapojmo sami. O, gospodar, zapleši še ti. Ali pa? Koga briga in skrbi, rajši rajajmo vsi. Pohitimo, pohitimo, gospodarja veselimo. Juhej! Na koncu ostaneta le vratarka in vratar, ki obljubi, da ji bo napisal priporočilno pismo, da bi lahko postala nadzornica. Predvajajo se poročila, nato spet glasba. Vsebinsko igra ustreza pripovedi Zarodek v času Černobila. V Lutmanovem delu ni razpadel le pomen, temveč tudi slovnica. V velikem delu knjige je popolnoma ignorirana pravilna raba tropičja in z njim povezane velike in male začetnice. Veliko je tudi mest, kjer se nam zdi, da gre za tipkarske napake. Na primer: Vse se je zrelo skrivnostno okoli njega. Takšnih napak je toliko, da že morajo biti namerne. Slovnica je torej še eno sredstvo, pri katerega je prikazano razpadanje ustaljenega reda sveta. Vsekakor pa zmotijo slogovni spodrsljaji, na primer uporaba besede močnil namesto postajal je močnejši. Drugi del besedila na zadnji strani platnice pa deluje, kot da bi bil napisan za neko popolnoma drugo delo. Opisuje dogodke in osebe, ki se v knjigi ne pojavijo. Marsikdo se bo gotovo spotaknil tudi ob vulgarnih in tipoloških poimenovanjih ženskih likov, fukarke in fukinje. Tudi drugi ženski liki so pogosto le seksualni objekti. Avtor to sicer skuša problematizirati z epizodo, kjer ima histrion spolne odnose s hčerko, a vulgarni opisi, pripovedovani z njegovega zornega kota, to razveljavijo. Težko si predstavljamo, da bi bili moški liki opisovani in poimenovani na enak način kot obravnavani ženski liki. Delo Andreja Lutmana Zarodek z vratarko je zanimivo predvsem zato, ker močno odstopa od osebnoizpovedne in avtofikcijske literature, ki trenutno prevladuje v slovenski literarni produkciji. Formalna intrigantnost dela za seboj skriva jezikovne in slogovne nedoslednosti, problematičen prikaz ženskih likov in družbeno kritičnost na prvo žogo. Zarodek z vratarko deluje kot kolaž idej, prebliskov in imenitnih jezikovnih domislic, ki pa bi najbolje delovale močno zgoščene v pesniško obliko.
Kulturolog Mitja Velikonja se v svojem raziskovalnem delu ukvarja predvsem s političnimi ideologijami v naši širši okolici, preučuje sodobno umetnost in subkulture, kolektivni spomin in postsocialistične nostalgije. V knjigi z naslovom Pomišljaj, izdala jo je založba Goga, je objavil 18 zapisov o nemogoči sedanjosti, kot jih je označil pod naslovom. Pomišljaj kot postmišljenje, dodaja Jože Štucin. Pomišljaji je zbirka 18 besedil, ki jih je Mitja Velikonja napisal za različne namene. Nekaj je esejev, ostalo pa so razni predgovori, nagovori, spremne besede in recenzije del drugih avtorjev, celo besedila zavihkov knjig ali gledaliških listov. Spremljajoče fotografije pa so nekakšni intelektualni utrinki s potovanj po svetu. Zelo pester nabor izbranih besedil je avtor za tokratno izdajo delno priredil in osvežil. Nekatere zapise je korigiral in ažuriral na način, da bolj ustrezajo sedanjemu trenutku. Bralca kljub časovni oddaljenosti vsebine, tu so recimo tudi zapisi, ki se navezujejo na nekdaj skupno državo, še vedno opominjajo, da na Zahodu ni nič novega, še več, da na svetu ni nič novega. Ali kot avtor v predgovoru z naslovom Metuljček iz rezalne žice lepo pojasni. Nenazadnje, je bilo v zgodovini kadarkoli kako drugače? Oblike, strategije in tehnike nadvlade ljudi se spreminjajo, da bi oblast ostala nedotaknjena. Spreminjajo in prilagajajo pa se tudi oblike, strategije in tehnike rezistence in emancipacije, ki jo sproti rušijo. Svet je igra jojo, bi pomislili, je boj med dobrim in zlom, popolna preslikava risanke o Tomu in Jerryju, ki v popkulturi izjemno natančno slika realnost. Primerjava naj mi bo oproščena, saj se tudi Velikonja pogosto ukvarja s sistemi popularne kreativnosti, rock'n'rolla in reperskih gurujev. Hollywood pa je tako ali drugače kreator duhovnega stanja sveta. Še več, v tem bodljikavem gozdu na nas prežita tako razodetje, kot tudi satan civilizacije. Kljub široki časovni amplitudi, najstarejša besedila so stara že četrt stoletja, pretakanje časa ne more škodovati. Vsi zapisi so aktualni ne glede na zgodovinske okoliščine. Pri Velikonji gre namreč za način pisanja, ki izhaja iz kritične analize vsakokratnega družbenega in političnega stanja, zato je humanistično angažirano in intelektualno prečiščeno, nemalokrat ironično, polemično, celo zajedljivo, saj avtor ne odstopa od svojih stališč. Njegova družbena kritika izhaja iz pozicije levo usmerjene kulturološke znanosti, kjer ni prostora za zatohle nacionalistične dinozaure ali kapitalistične neoliberalizme vseh vrst, ki vedno znova in znova skušajo klestiti svobodomiselne duhove, človekovo umsko in siceršnjo svobodo, da ne govorimo o pravicah, ter jih skušajo reducirati na stanje podrejenosti ljudi, kapitalu, ideologijam in strukturam sveta, ki temeljijo na razlikovanju človeštva, na liderje in podanike, na bogate in revne, na svobodne in zasužnjene. Če zaobljimo nekoliko bolj dramatično, pa vseeno, teksti v knjigi Pomišljaj napolno kažejo bistro umnost, pronicljivo iskanje odgovorov na temeljna vprašanja. Če začnemo na začetku. Človek se ne rodi po svoji volji, pade na svet in ta svet postane njegov utelešeni dom. Že na tej točki se pričnejo njegovi pomišljaji in potem vse do smrti, in ne mara še čez, se mu odpirajo vprašanja o identiteti, vlogi na svetu, pravicah, dolžnostih, svobodi in vrednosti svoje eksistence. Ni konca dilem. Ko se ravno razunamejo, pa se osebek stopi z vesoljem in vse je spet tako, kot je bilo pred rojstvom. Ja, ko beremo salamensko zanimivo knjigo, smo priče izumu hrepenenja vseh znanstvenikov, analitikov, mislečih ljudi. Priče smo izumu perpetuum mobila, nenehnega vračanja istega, brez ostankov in izgub pri morebitnem trenju.
Avtor izhaja iz spoznanja o nemogoči sedanjosti, saj žaromet obtožbe sije v obraz posameznika tako v antiki kot v srednjem veku, komunizmu ali v samicah neoliberalnega sveta. Svet je arest, vsi smo ujeti, vsi smo zaprti v Alcatrazu, ki ga tista narcistična glomaznost in poosebljena defektnost zadnje ameriške nanizanke spet hoče aktivirati, oživiti, osmisliti. Alora, tu je sedaj aktualen Arestej, ki se iskreno bori za preživetje Euridike, a je bil na koncu lejo miselno hudičevko kaznovan in je izgubil svoje čebele. Kazen pa je bila še hujša, kot samo ekonomska. Njegova dobro misleča nrav se je morala očistiti in se darovati bogovom. Kot slehernik, ki ga za svoj ponucljiv artikel jemlje država, sistem, politika, oblast. Je pač padel v nemilost nemogoče sedanjosti, tako nekoč kot včeraj in tudi danes. Velikonja temeljito preverja sedanjost, ponovno premišljuje o vlogi subjekta v družbi, ki valovi od demokracije k teokraciji, od ideologije do ideologije in jo preplavljajo popkultura, rock'n'roll, nacionalizmi, stanje stvari same po sebi, pa kreativnost politik, vibriranje smisla. Knjiga Pomišljaj je čista analiza socioloških disfunkcij časa, vsega pritegne, celo bistroumnost jugoslovanskih glasbenih ikon. Potem so prišli, kot pravi Đorđe Balašević, prišli popovi pa lopovi, od vse povsod izpuzali so grabljivci pa lažljivci pa snalažljivci. Vse kulminira v raznih oblikah nadzora nad posameznikom, ki je vedno podrejeni, nusproduktni, pomanjšani del sistema. Človek izza sosednjih blokovskih vrat je tvoj človek, je molekula sivine, ki jo izbrani, vzvišeni, od sistema poklicani vedno gnetejo po svoji podobi. Tudi eksperimenti naše polpreteklosti, samoupravni socializem pa te reči, so obilno razčiščeni, ampak tokrat zares razkrinkani in pojasnjeni. Vsaj v nekaterih poglavjih, za podpisanega še najbolj eksplicitno v zelo kratki spremni besedi za knjigo Olega Sinjaokega, kjer z eno potezo, tako v haiku maniri, perfektno izriše pomen jugo rock'n'rolla z mislijo: Če kje, je Jugoslavija zares zaživela in še danes živi na jugoslovanski glasbeni sceni. Drugi zapis, ki je tudi krvavo aktualen, ima naslov Stari odgovori novim vprašanjem. Tu avtor preplete lucidne misli o političnem plakatu, ki mu lepo doda artistično noto z razširitvijo besede v plakart. Za mlajše bralce bo to že kar nova tema, odkritje. Starejšim pa bo tekst obudil spomine na ključne dogodke razkroja Jugoslavije iz časa plakatnih afer. Če povzamemo iz tega teksta in s tem naredimo krivico ostalim 17 zapisom, ki so zelo široko zastavljeni, bogato raznorodni in prepričljivo zapisani, bomo citirali tale sugestiven pasus. Jugoslavija, kot najbolj napredna, liberalna in odprta med evropskimi socialističnimi državami, je najbolj krvavo razpadla. Njen avtentični protifašizem se je sprevrgal v najhujše nacionalizme, njena s težavo izpogajana solidarnost v nepredstavljive morije. To je bila oddaja s knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregl-Kobe, Pije Zale Meden in Jožeta Štucina sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Glasbo je zbrala Alma Čelik, oddajo sta posnela Jernej Boc in Timon Grđel, uredil sem jo Vlado Motnikar.